Tokrat vas povabimo na prav poseben salon. Potem se prepustimo novi definiciji francoskega vzmetenja, pa Audi Q4 e-tron In spoznamo Formulo E in Cupro Tavascan. Pozdravljeni avtomobilnosti. Pred 6 leti je bil na Gospodarskem razstavišču zadnji slovenski avtomobilski salon. Predtem slovenskega avtomobilskega salona pri nas ni bilo več kot 10 let. No, obuditev slovenskega avtomobilskega salona je zahtevala kar nekaj truda in energije, ampak je bil pa uspešen. Ogledalo si ga je 75.000 ljudi in slovensko predstavitev je doživelo, slovensko premiero je doživelo kar 30 avtomobilskih modelov. V sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem in izbranimi zastopniki avtomobilskih znak smo takrat eno od prizorišč na Gospodarskem razstavišču zasedli tudi mi, in sicer za tehnološkim paviljonom. No, če se še spomnite, smo na našem razstavnem prostoru gostili avtomobilskega kustosa. Ogromno smo imeli različnih avtomobilskih multimedijskih debat, govorili smo o gorivih, pa preizkušali različne asistenčne sisteme ter še bi lahko našteval. Na tak način in tako vsebino pa smo pripravili zato, ker je bilo že takrat povsem jasno, da so klasični, statični avtomobilski saloni stvar preteklosti. Da gre tehnologija tako hitro naprej, da jo želijo obiskovalci tudi spoznati, preizkusiti. No, in tega se zavedajo tudi pri koncernu Emil Frey, kjer združujejo oziroma so družina večjih avtomobilskih znamk in zato so pripravili prav poseben avtomobilski salon pod sloganom Pridi, vidi, vozi. Gospod Jožko Tomšič, a se vi v sekciji avtomobilskih voznikov ne znate zmeniti, da bi pa res Slovenci pa potrebovali avtomobilski salon? Ja, znamo se zmeniti, ampak klasičen avtomobilski salon se zdi preteklost tudi v Evropi, več tega ni, ne? Tako da ne vem, kaj bi se glih pogovarjali, ker prvič smo premehni, ne? Drugič pa, kot sem omenil, počasi gre to iz mode in definitivno ne bomo te zadnji, ki bomo sprejemali te odločitve. Kaj v bistvu niso več smiselni današnji klasični avtomobilski saloni? 2017 na Gospodarskem razstavišču smo mi pripravili takrat razstavo teh avtomobilov za cirka 300.000 evrov plus na znamko. Tukaj bo strošek bistveno cenejši, predvsem pa računamo na to, da je to nekaj novega, nekaj drugačnega, ne? Da to ni klasičen salon, kjer se avti lahko samo tipajo, gledajo, ampak tukaj se preizkušajo. Verjamem, da bo več debat, več možnosti za testne vožnje, za preizkušanje avtomobilov na različnih platformah in tako naprej. Čar avtomobilskih klasičnih salonov je bil tudi v tem, da smo imeli veliko reflektorjev pa lepotice pred avtomobili. Tega tukaj ne bo? Tega tukaj ne bo, mi bomo postavili tokrat avte v prvo vrsto, tako da avti bojo tiste lepotice in lepotci. Zakaj dejansko pa je pomembno, da pridemo sem na avtomobilski salon? Dinamično. Prav zaradi tega, ker menimo, da zelo težko s to testno vožnjo, ki jo ponujamo v salonih, pričaramo vse tiste dobre lastnosti avtomobila. Tukaj bo tega bistveno več. No, bi potreboval kakšen primer konkretno. A greva kar recimo s Alfa Romeo. Kaj bo Alfa tukaj ponudila, česar ne more v prodajnem salonu? Pri Alfi je tako, pri Alfi morajo malo zaškripati gume, in zdaj na klasični testni vožnji to ne gre, tukaj bo pa prav posebej proga pripravljena za te stvari, tako da tisti navdušenci vročekrvnih avtomobilov, motorjev bodo lahko tukaj to preizkušali in ta glas bojo tudi doživeli. Kaj pa Citroen tukaj na poligonu? Kaj bo počel? Ja, Citroen ponuja predvsem udobje, in to je njegova res tista velika prednost. Tukaj na poligonu bomo poskušali pokazati, da udobje pomeni tudi stabilnost v Citroenu. Poleg tega bo pa tukaj premiera pri Citroenu, gre za novega malčka, to je Ami. Z veseljem ga bomo pokazali vsem občinstvu, tako da računamo tudi na uspeh tega modela. Po abecedi naprej je potem DS. Kaj bo DS? DS je pa vendarle znamka, ki jo ponovadi tipamo pa gledamo. Ja, pri DS-u gre za francoski prestiž, Detajli v tem avtomobilu vam vzamejo sapo,
Prepričan sem, da ko se usedemo v avto, najprej rabimo nekaj minut, da vse to pogledamo, kar pade v oči. Res pa je tudi, da ta avto potrebuje cesto, vrati na cesti in kombinacija enega z drugim je odlična. Fiat. Pri Fiatu bomo to pot se bolj naslonili na Fiat 500, pokazali vse možne izvedenke, tudi take brez strehe, prihaja poletje, tako da veter v laseh in ti avtomobili so res retro, ampak moderni, zelo zanimivi, ne samo za mesta, tudi za izven, tako da vse te različice, ki jih Fiat ima, ponujajo res v tem avtu vse možno. Po vrsti naprej imamo potem Hondo. Honda, zelo zanimiv produkt, zelo varčen avto, ampak kljub temu zelo živ. In ta varčnost in kako je živ, ponavadi ne gre skupaj, ampak Honda dokazuje, da se tudi tu da, da bo to nekaj, kar ne boste imeli možnosti preverjati vsak dan. Pa da je tudi zelo lahkoten. Zelo. Kaj bomo lahko preverili pri Jeepu? Ja, Jeep mora biti umazan, ker je pač avto za off-road, tako da na off-road testni vožnji boste lahko to preverjali, preizkušali. Dejstvo pa je, da pri Jeepu bomo tudi pokazali najnovejši Jeep, evropski avto leta, Jeep Avenger, kjer pa že električni pogon prihaja tudi v te avtomobile, tako da tukaj bo veliko dela za debate. Kaj boste pokazali pri Mercedes-Benzu? Pri Mercedes-Benzu bomo pokazali nekaj najnovejše tehnologije. Sami veste, da ta znamka res ima visoko tehnologijo. Potem je tukaj zelo veliko asistenčnih sistemov, nam znanih, neznanih. Gre za znamko, ki postavlja res na prvo mesto tudi varnost. Štirikolesni pogon, štirikolesno krmiljanje, tako da tega je pri Mercedesu ogromno. Mitsubishi. Ja, pri Mitsubishi to je znamka z 89-letno tradicijo na štirikolesnih pogonih, tako da atribute ima. To bomo tudi tukaj pokazali, predvsem pa bomo pokazali tudi te pogone na elektriko. Na off-road poligonu? Tudi. Super, se pravi potihem na elektriko. Potihem na elektriko na off-road poligonu, ja. In še Peugeot. Ja, pri Peugeotu gre za znamko dobro poznano, majhen volan, nižje postavljen volan, višje postavljeni merilniki, to je že moto Peugeota kar nekaj let, zadnjih 10 let. 12 let, ne? 12 celo, ja. In v različicah, ki bojo tukaj predstavljene, seveda je to tukaj zraven, športna kombi, limuzina, potem pa tudi pri Peugeotu čaka presenečenje za vse, ki bojo tukaj zelo tak športen avto bo na voljo. Tisto z zelenimi črtami? Tisti, da. Super. Ampak tukaj bo šlo tudi za vozila, ki nimajo samo 4 kolesa, ampak včasih tudi več, ne? Ja, predstavili bomo tukaj tudi naše gospodarske znamke. Seveda zvezda bo Unimog, ta bo tudi na off-road poligonu za vse tiste, ki si pa želijo preizkušati kaj od res take tehnologije. Sicer pa bo tukaj tudi elektrika pri kamionih. Radi bi pa tudi pokazali v bistvu prestiž, ki ga daje ta kamionska kabina, ker tam so potovanja nekoliko daljša, običajno kot z avtomobili. Tako da verjetno kaj od tega, kar je v kamionih, nas čaka tudi mogoče v prihodnosti v avtomobilih. Ok, objektivno dejansko lahko se strinjamo, da je pestra ponudba, se pravi, če bi želeli vse te avtomobile pogledati, bi po prodajnih salonih se kar nekaj časa sprehajali. Tako da, hvala za tole. Hvala vam. Dragi gledalci, jaz bi pa vseeno spomnil, da preden pridete sem na Vransko preizkusiti tele avtomobile, da pa greste na naš YouTube kanal in pogledate, kaj smo o vseh teh avtomobilih že povedali. Luka se je tokrat lotil posebnega dela francoskega udobja in sicer vzmetenja. In kar se tega tiče, roko na srce, je pri Citroenu tako, da je to stvar neprestane evolucije in iskanja napredka skozi tehnološke rešitve. No, ampak mimogrede, C4X in EC4X že kažeta orise tega, kakšen bi lahko bil evropski avtomobilski poslovno-okoljski prostor. Namreč v Evropi, na večini evropskih trgov, se bo prodajal predvsem
EC4X, se pravi popolnoma električen avto. Medtem ko bosta modela s sodobnim benzinskim in dizelskim motorjem rezervirana predvsem za trge Bližnjega vzhoda in Afriko. Kjer ogljični odtis očitno ne velja toliko kot v Evropi. Tale hitrostna ovira, prek nje se namreč kar pogosto peljem, me v avtomobilu vedno kar pošteno pretrese. Pa ne zato, ker bi se peljal prehitro, ampak zato, ker je tale hitrostna ovira kar visoka in pa strmo odsekana. In to se vidi tudi po številnih praskah, ki jih je doslej utrpela. Današnji avtomobili imajo praviloma nekoliko trše nastavljeno vzmetenje, pa tudi večja platišča. In to lahko pomeni, da je vožnja prek takšnih ovir ali pa prek kakšnih večjih lukenj tudi precej neudobna. Ampak tokrat je bilo drugače. Prva posebnost, ki smo jo opazili ob testu novega Citroena C4X, je izjemno mehka in udobna vožnja. In to ponuja Citroenovo napredno udobje oziroma Advanced Comfort s posebej dodelanim vzmetenjem. Gre za vzmetenje s progresivnimi hidravličnimi omejevalniki, ki je bilo prvič predstavljeno z modelom C4 Cactus. In to vzmetenje, glede na naše izkušnje, zares učinkovito absorbira velike luknje in male nepravilnosti na cestišču. Poglejmo, kako mu to uspe. Tukaj je predvsem velika razlika v sami izdelavi amortizerjev. To so amortizerji s progresivnim vzmetenjem. To pomeni, da imamo znotraj klasičnega amortizerja še sekundarni del amortizerja, ki nam omogoča čim boljše blaženje na cesti, tako da tekom vožnje imamo občutek, da plavamo po cesti, kot bi šli z letečo preprogo, če tako rečem. Na zunaj izgleda amortizer, klasičen amortizer, ne. Vse skupaj se dogaja znotraj amortizerja, ne. Tukaj imamo dva primera, se pravi klasičen amortizer in pa amortizer, ki je v uporabi pri naših Citroenih. Tukaj imamo dvojni hidravlični amortizer, ki je sestavljen iz glavnega dela in pa sekundarnega dela, ki je neodvisen od glavnega dela, ne. Pri blaženju mi vse skupaj dosegamo s pretoki olja skozi kalibrirane luknjice. Se pravi, ko ob pritisku bata na sam cilinder imamo mi kalibrirane luknjice, skozi katere steče olje, in na začetku je ta upor sorazmerno majhen. S tem, ko se število luknjic manjša, se tudi upor te tekočine večja in pridemo do določene točke, ko se zadeva ustavi, ne. Prav tako je ob povratku bata in pa batnice v zgornjo pozicijo, da vozilo ne zaniha na cesti, imamo obroček, ki je na začetku sorazmerno široko odprt, in glede na konično cev, ki je znotraj amortizerja, se potem ta obroček stiska. Ko se razmak te ploščice zmanjša, je potem tudi posledično pretok olja manjši in se amortizer lepo ustavi. Amortizer deluje klasično pri normalni vožnji. Potem, ko pride do večjih grmin, do večjih ovir na cesti, pa potem potiska to olje skozi vse te odprtine, ki so znotraj tega amortizerja, ne. To je zelo dobra in pa sorazmerno cenovno ugodna rešitev teh amortizerjev. Praktično se ti amortizerji lahko vgrajujejo v vsa Citroenova vozila. Trajnost je beseda, brez katere v zadnjih letih ni več moč tvoriti stavka. Njena raba je tako pogosta, da je že vprašljivo trajnostna. Pa poglejmo trajnostno mobilnost nekoliko drugače. V Sloveniji imamo 1,2 milijona osebnih avtomobilov, v povprečju so stari 11 let, kar je leto manj od evropskega povprečja. Ampak trajnostno gledano je zgodba bolj zanimiva v delu, koliko se z njimi pravzaprav vozimo. Kar 85% vseh poti naredimo z avtom, 5% pa z javnim potniškim prometom. In zdaj na te podatke lahko gledamo na dva načina. Prvič, da imamo zelo veliko možnosti za izboljšave, in po drugi, da seveda je avto zmagovalec vseh naših poti. In imamo jih seveda zato, da se z njimi vozimo. Kar 85% vseh poti naredimo z avtom, le 5% pa z javnim potniškim prometom. Priložnosti za izboljšave v bolj trajnostno mobilnost je vsekakor veliko. Možnosti, da bi se avta na hitro znebili, pa zelo malo. Problem je bistveno večji, kot se zdi. Poglejmo en zanimiv primer.
To sta sliki Ljubljanskega kongresnega trga, med katerima je 100 let intenzivnega industrijskega razvoja. V dobrem stoletju, ki se je zgodilo med eno in drugo sliko, pa je bilo vse skupaj, marsikdo se bo še spomnil, videti takole. In ko vidimo tako sliko in ko se spomnimo, kako je bilo, se nam zlahka zazdi, da so spremembe res velike in uspešne, da avtov v mestu ni več. Čeprav se zdi, da avtomobilov ni več tu, so v resnici še vedno tu. Še več jih je. Pospravili smo jih nekaj metrov nižje v garažno hišo, pod zemljo. Pospravili smo jih pod preprogo. Avto je več kot očitno zmagovalec naših mobilnostnih potreb. Kar pa danes že zelo dobro vemo, pa je, da se da z njim tudi danes bolj trajnostno živeti in se predvsem postopoma v prihodnosti kakšnega več znebiti in kakšnega manj kupiti. Svetovno prvenstvo v ralliju je letos ponudilo izvrstno 1. aprilsko šalo. Namreč povedali so, da dirkači po novem ne bodo tekmovali samo na sekunde, ampak tudi s tem, kako daleč oziroma v kakšnem slogu skočijo s svojim avtomobilom. Seveda pa ta 1. aprilska šala ni tako za lase privlečena, namreč organizatorji prvenstva rallija želijo privabiti množice na eno samo mesto, želijo poskrbeti za pravi šov, za spektakel. Ampak zdaj sem tukaj v Berlinu, kjer pa je res vse, ampak res vse usmerjeno v to, da dirkalniki ponudijo nekaj za gledalce. Berlinska dirka Formule E se odvija na izredno atraktivni lokaciji na nekdanjem letališču Tempelhof, to je skorajda v centru mesta. Danes je to izredno priljubljen park, kjer Berlinčani kajtajo, tečejo, kolesarijo ali pa preprosto klepetajo o pivu in karijevi klobasi. No, tokrat so prišli poslušati dirkalnike. Pa so hitro ugotovili, da so ti še najtišji del predstave. In nenavadno veliko tujcev s kamerami nas je hodilo naokoli, kajti barcelonska znamka Cupra je Berlin izkoristila za svetovno premiero Tavascana. Družinskega, kupejevskega CUV-ja na električni pogon seveda. We're rebels, but we're rebels with a cause. We want to prove that electrification in the future doesn't have to be boring, that the cars can remain emotional. Ne, te emocije niso povezane samo z vročim španskim dizajnom. I think at the end of the day, in terms of technology, it's the way the car drives. Obviously, it has an outstanding, fantastic design, but at the end of the day, Cupra is a sporty brand. So we have to deliver that sporty performance, the acceleration, the handling, and I promise you this car drives as good as it looks. Jaz priznam, moja pričakovanja so velika. Kaj ti? Cupra Born je prvi električni avtomobil, ki je mene osebno navdušil tudi z voznimi lastnostmi, z dinamičnimi voznimi lastnostmi. Namreč, ko sem avtomobil zapeljal v prvi ovinek, dinamično zapeljal, sem nekako avto končno čutil. No in to je bilo vodilo tudi pri razvoju Tavascana. How we do that? Well, first of all, of course, through our R&D department, but also combined with our expertise in motorsport. So we work, for example, on the DCC, which is the chassis of the car, in order to create something really specific, the DCC Sport, together with the also sporty steering wheel, is giving us this different compared to the rest of the platform. On that, we apply this dual engine that we have up to 250 kilowatts, bringing a lot of torque in the engine in the rear, but also having some torque in the front. The car, for example, makes you understeer and give this, I would say, emotion when you are driving and having some of the curves. No? One thing that is really special on that car is that we are able to disconnect the ESC in order to play a little bit more, okay? Of course, everything under secure conditions. ESP torej voznik lahko popolnoma izključi. V tokratnem primeru je to izredno pomemben podatek. Seveda pa ta podatek spada na stezo in čas je, da gremo nazaj na stezo. The biggest competition of electric motorsports is happening here. Formula E. It's taking over the city this weekend.
Sodbo, ali je Formula E res največji motošport ta hip, bomo prepustili fanom. Se pa lahko strinjamo, da je Formula E ta hip najbolj smiselno oziroma najbolj koristno prvenstvo za avtomobilske znamke. Dirkanje nikoli ni samo zabava oziroma šov za množice, ampak je tudi testni poligon, recimo za avtomobilske znamke, ki pridejo sem s pridom izkoristiti, da tukaj sezona stane okoli 13 milijonov evrov, ena sezona v Formule 1 pa recimo za občutek stane 160 milijonov evrov. In seveda, tukaj smo našli tudi avtomobilskega inženirja, glavnega inženirja pri Cupri, in lani sva se zapletla v debato, kako lahko električni motor poskrbi za nekaj hrupa. Seveda so to debato zdaj nadaljevala. Yeah, it's something we are still developing, but it's possible, yeah. I want to use the real electric motor noise and to support that, to have a relation between what you hear and what is happening physically. So we can also get lower frequencies out of the electric? Yeah, for sure. Really? Yeah. You can overlay some frequencies with software. It's a combination of the physical noise enhanced with software to make a nice noise experience out of that. So you need microphones here in the car? No, you don't need microphones, you need speakers. Yeah, of course, but how do you get this electric car? You have the signals on the car, so on the bus system you have every information you need. Because you know what is the frequency spectrum of the physical noise, yes. And then you just build with the... so you don't need to take it... No. Torej, prihodnji električni avti ne bodo več nadomeščali slabega električnega zvoka, recimo s simfonijami priznanih skladateljev. Zvok v modernih električnih avtih ne bo več samo umeten, ampak bo naravno električen. Verjetno ne izveste nič novega, če vam povem, da Audijeva limuzinska paleta sega od številke 1 do številke 8. No, pri cestnih terencih pa je do zdaj manjkala številka 4. No, to praznino so zdaj zapolnili. No, Q4 pa ni le klasičen mestni urbani terenec, ampak nosi tudi dodatno oznako e-tron. No, in s to oznako pravzaprav Audi ponavlja že znano zgodbo, super znano zgodbo imena Quattro. Prvi Audi 4-kolesnim pogonom je dobil ime Quattro in vsi v nadaljevanju, vsi modeli, ki so 4-kolesno gnani, imajo oznako Quattro. No, prvi Audijev električni model je imel tako oznako e-tron in vsi električni Audi imajo dodatek e-tron. Pa ga spoznajmo. Q4 e-tron. Pred nekaj leti smo se tukaj skupaj družili, dragi gledalci avtomobilnosti, namreč tam spodaj je osilnica, gor so Kočevski pragozdovi in na tej skali ste v mojo kamero razlagali vaše prve vtise o Audiju e-tronu. Seveda o prvem Audijevem velikoserijskem električnem SUV-ju. No, tisti avto so pravkar prenovili in mu v skladu s prenovo nadeli tudi novo ime, Q8 e-tron. Se pravi, s tem so povedali, da gre za največjega med električnimi Audiji. No, danes pa smo na strmi rebri s ustrezno manjšim Q4 e-tronom Sportback. Tako kot veliki Q8 je tudi Q4 na voljo v dveh verzijah. Ali ima strm zadek, ali pa tak položen zadek. Se pravi, to je Sportback, oziroma lahko bi mu rekli tudi kar Fastback. Ampak zakaj danes toliko besed o ozadju tega avtomobila, ne pa o samem avtomobilu? No, seveda zato, ker prav veliko nimamo za dodati k testu Q4 e-trona, ki smo ga že objavili. Namreč pri tem avtomobilu je bistveno predvsem oznaka 50. Oznaka 50 namreč pri Audiju vedno pomeni, da gre za model Audija, ki ima motor z močjo med 210 in pa 230 kW. Se pravi, v tem primeru govorimo o avtomobilu, ki ima moč motorja okoli 300 konjičev. No, narobe sem se izrazil, ker ne gre za moč motorja, ampak gre za skupno moč dveh
elektromotorjev. En je namreč nameščen spredaj, drugi pa zadaj. In skupaj tvorita štirikolesni pogon. In zdaj pridemo do točke preloma. In ta točka preloma sliši na ime vozne lastnosti. Namreč ne samo takrat, ko gremo smučati ali pa ko gremo v nedeljo pohajkovati po hribih, tudi že na takšni asfaltni cesti štirikolesni pogon odigra bistveno vlogo. Namreč pri vseh močnih električnih avtomobilih je pogosto tako, da ko mi na polno pritisnemo desno stopalko, s tem zelo veliko zahtevamo od avtomobila. In takrat marsikateri električni avtomobil v ovinku sproži delovanje ESP-ja. In ESP seveda pobere moč. No, pri tem električnem modelu pa je vožnja skozi ovinke, dinamična vožnja, bistveno bolj lagodna. Zato, ker se z ovinki spopadata dva elektromotorja in seveda vsa štiri kolesa. Seveda, na voljo imamo quattro pogon. In ja, glede na to, da je to Audi, mora biti tudi izbira in različice pri tem Q4 e-tronu pravzaprav logična. Za konec pa še enkrat vabilo na najbolj avtomobilski dogodek leta, in sicer v Center varne vožnje na Vranskem, kjer bo od petka 2.6. do nedelje 4.6. potekal avtomobilski salon, in sicer od 9. zjutraj do 7. zvečer. Na vas čaka kar nekaj slovenskih avtomobilskih premier, pa kar 70 razstavnih in testnih avtomobilov. Tam bodo tudi strokovnjaki različnih avtomobilskih strok in, kar je verjetno še najbolj zanimivo, preizkušali boste lahko nove asistenčne sisteme v družbi zelo izkušenih inštruktorjev varne vožnje. In tam bomo seveda tudi mi, vse skupaj pa zabeležili na rtvsalo.si. Kjer najdete tudi test Mazde CX-60, ki je opremljena z enim tehnološko gledano najbolj sodobnih dizelskih agregatov, ki je hkrati tudi izjemno čist in je predelal na testu, to zdaj že lahko rečemo, izjemno majhno porabo. No, vremenu primerno prihajajo tudi motorji, začne se z BMW-jevo konjenico. Glejte nas spet naslednji teden, vmes pa kliknite na naše linke oziroma na naše članke na MMC-ju in pa seveda vabljeni na naša socialna omrežja. Srečno!